Jana, kaj je rock radio? Kaj bo rock radio? Tisto, kar je meni najbolj všeč v life, tisto, kar je večina mojega življenja, to je rock glasba. Sicer nikoli nisem bila v bandu ali kaj podobnega, ampak meni je to, ne vem, način življenja. Tako, kot sem na začetku povedala, neka sprostitev, zatočišče, življenje, to so emocije, to je konec koncev upor, revolucija, to je vse v enem in to nosim vse očitno od zmeri in zato sem tako bolj vesela, da lahko to dam tudi malo ven. Je pomembno, da imamo tudi novo platformo, kako ti to gledaš? Absolutno. Jaz pravim, the more the merrier, ker če ni fovšije, je za vse zadost pravijo in jaz sem pač pristašica tega razmišljanja, dajmo sploh našim glasbenikom dati tisto mesto, ki si ga zaslužijo, dajmo jim čim več pozornosti medijskega prostora, dajmo se pogovarjati z njimi, jih promovirati in dajmo hoditi na njihove koncerte. Evo, tako, tudi to. Najprej čestitke na novem radiju. Kakšen bo to radio? Ja, 100% rockerski, vsekakor. Pač vrteli bomo rock 24 ur na dan, 7 dni na teden, 666 dni v letu, tako da, ja, žurka. No in zakaj pa je tudi pomembno, da je Slovenija dobila nov rock radio, po tvoje? Zato, ker dobre muzike nikoli ni preveč. Zelo preprosto. In v bistvu rock, pa vse to, ampak rock v Sloveniji zadnjih par let, veliko mladih prihajajo spredje. Torej, bo vaš radio dajal priložnost vsem, ali kako ste si zastavili, kakšna je ta politika pri vas? Ja, politika je pač v prvi vrsti pač uredniška, tako bom rekel, tako da jaz tukaj žal težko karkoli komentiram. Seveda bomo pa predstavljali še naprej tudi nove komade, novih bendov oziroma že obstoječih bendov, karkoli mnogo vam pride včasih tudi, če je kakšen pomemben koncert, če se izda plata, če so take stvari, seveda bomo kaj predstavili, kaj povedali, da bo prišlo do izpostavljenosti. En čas vmes, nekih 10 let, je rock v Sloveniji kar malo stagniral. Ni bilo nekih novih mladih bendov, ampak zadnjih par let se je pa kar lepo spet v porastu. Kako ti gledaš, je rock v porastu v Sloveniji spet stagniral? Kako ti to gledaš? Jaz bi rekel, da je v porastu, sicer manj toliko tega klasičnega roka, več tega malo modernejšega, kar je sicer tudi popolnoma v redu. Važno je, da tudi mladi glasbeniki, da dobijo nek zagon, da se usmerijo v rock, da ni vse nek pop pa rap pa take stvari in to se mi zdi zelo pozitivno. Sicer pa jaz spremljam tudi metal sceno, ki je pa nenehno aktivna in tudi prihajajo novi bendi, vračajo se nekateri stari bendi, kot je Pomaranča, recimo, legendarna. Tako da, ja, se mi zdi zdaj tak zelo optimističen čas za rock v Sloveniji. Kaj je tvoje mnenje? Oziroma, kako se ti zdi zdaj to, da imamo nov radio, ki je posvečen rocku v Sloveniji? Super. To je v bistvu sam več prostora za slovensko glasbo. Mi je pa, če se vrnem v čase, ko smo mi začeli, ni bilo teh radijev, še posebej rock'n'roll za radije je bil mogoče preveč agresivna glasba za te frekvence in ni bilo toliko prostora in se mi zdi, zdaj pa to ratalo kar naenkrat modern in zdaj pač je kar neki radio v tej smeri, kar je super, ampak hočem sam ponazoriti, kako so se stvari spremenile. Se pravi, ne vem, super je. Jaz sem upam, da bo radio tudi veliko prostora dal dobri slovenski glasbi, da ne bo v bistvu samo, da se bo lepo prepletala stari asi in nova slovenska glasba. To bi si želel, da bomo lahko poslušali novo, dobro, seksi glasbo. Kakorkoli je rock platform več, toliko boljše. Tako da. Strinjam se, na tem smo mi delali zato, da rock'n'roll razširimo. Že prej je bil predhodnik, je pomenil zelo svež zvok in verjamemo, da bo ta nova radijska postaja platforma, ki jo seveda ne samo, da jo rabimo, ker družba se itak izogiba vsem, kar je dober, tako da hvala Bogu, da je ta nova platforma prišla. Ja, podpora nam, rockerjem, rockercam, metalcem je to definitivno dobrodošlo in zelo nas veseli, da smo tukaj. Za slovenski prostor je sigurno obogatitev,
Kakor sva slišala, je tudi rock muzika nekje v svetu v porastu, kar naj zelo veseli, ker sva tudi midva nekako štartala na eno zgodbo in se že veseliva. Pač gostovanj na radiju in pa seveda, da se čim več dobre muzike rola. To je taka stvar, rock je taka stvar, ko eni hočejo, da izumre, ampak ne bo nikoli izumrl. Zdaj več kot teh takih postaj, bolj se mi v tem vidimo, no, čisto tako. Smo zelo veseli, da se je to zgodilo in naj gre dalje. Ja, ne vem, več kot je platform za rock glasbo, boljše, pravim jaz. Več kot je platform za rock glasbo, boljše. Ja, zato, ker smo rasli z rock muziko gor in jo ustvarjamo že domala 30 let. Ne? In če se rodi nek nov radiofrekvenca, kjer bo to še spodbujala pa širila, je to nam super. Ne? V tem uživamo in vidim, da so tudi ta pravi ljudje se skupaj zbrali, ki bodo to na ta prav način potem lansirali tudi ven. Ne? In tako želimo vso srečo. Ne? Mislim, fajn je, da se ta rock podpira, da tudi mi dobivamo svoj prostor, oziroma mi tudi mladi, no, predvsem se mi zdi, da je prav, da dobijo nek poligon, na katerem lahko varno delajo, oziroma varno v smislu, da imajo možnost, da jih dosliši, ker je to zelo pomembno. Na začetku mi vemo, da smo imeli to srečo, da so bile takrat tiste videospotnice, da je bila nacionalka zelo naklonjena temu žanru. Zdaj malo manj, ampak verjamem, da tudi on se obrne kaj. Tako da super, podpiramo to, absolutno. Če bomo imeli fajn srečo in če bojo poslušalci imeli fajn srečo, bo lahko celo slišali Elvise na radiju. Ena, pazi. Ja, to pomeni, da kljub temu, da že imamo frekvence podobne, ni veliko Elvisov. Zato, kot pravi Buda, veselimo se slišati Elvise in tudi druge svoje kolege, ki jih ne slišimo ravno prav dosti, če se pogovarjamo o roku, da vidimo, koliko cojones je v zgodbi ljudi, ki se v bistvu dobro odločajo, ker zelo pozdravljamo te rock frekvence, kar pomeni, da tudi glasbo postavljamo na eno drugo pozicijo. Ne? Mogoče pa bo zdaj tudi čas, da pridemo in the game. Ja, meni se zdi itak super, ne? Ker je pač tudi v današnjem času veliko enih novih bendov, ki smo mladi bendi, ne? Mladih ful, tako da scena pol en drugega v bistvu dopolnjujemo in to je vsem dobro, ne, za vse. V bistvu čisto logično, da se je ta korak zgodil, zato ker se mi zdi, da tudi kitarska muzika prihaja spet nazaj od spredje. Ta 90-ta, pa to se mi zdi, da bo spet hip zdaj, tako da idemo. Mislim, da je nekaterim ljudem, ki so odgovorni za medije, jim je postalo jasno, da brez rock'n'rolla ne bo šlo. In zdaj, ko je še dosta agresivno nastopil rock radio, se pravi mariborska baza, in ko so videli, da to dobro funkcionira in ko so videli, da v bistvu oglaševalski prostor je namenjen srednji in starejši generaciji, ne, se pravi samo oglaševanje, ki tudi financira radije in medije, so ugotovili, da starejši ljudje oziroma srednja generacija posluša rock muziko, pop rock muziko in da dejansko je tukaj en velik tržni delež